Hello, dragi moji in dobrodošli v novem vlogu. Sem v Ameriki, v Bostonu bolj natančno, Massachusetts in danes je 3. maj. Lahko gremo ven iz hotela, tako da gremo v lekarno ali pa kupiti si kaj za jesti, ker ni nobena restauracija v hotelu odprta. Tako da sem jaz izkoristila za en tak čudovit sprehodek po mestu. Nikoli še nisem bila v Bostonu, tako da sem iskreno zelo navdušena in naj vam sam pokažem moj razgled. Čaki. Točno na tej točki sem naredila one slike iz Instagrama. A veš tako, wanna be mal fashion blogger, influencer, beauty, guru, Lucy time. Pejt počekaj, če še nisi. Moj layover v Bostonu oziroma moj počitek je točno 50 ur. Tako da to pomeni skoraj 2 dni pa pol. Tam nek mal manj, ga bom izkoristila kar se da. Včeraj sem šla že mal ven popoldne, nisem nekaj baš vlogala, razen mene par klipov in jih ostavim tukaj le. Grem jaz, itak pač sem tle in sem rekla, ok, si bom prvošla nekaj ameriškega za pojesti in sem se vzela čipotle. Namečejo ti riž, guacamole, salso, piščanca, zelenjavo, pač vse skupaj v eno posodo ali pa v kaj tazga in pol ješ. V glavnem. In pač jaz tam rečem, da ne vem, kako gre to, kako naročiti, ker sem prvič, in potem me ona sprašuje, res, kako to, da si prvič, bla, bla, bla. In jaz pač vse povem in gor dol, in poli tako pride tja do blagajne in mi da vrečka in reče, veš kaj, glede na to, da je prvič, je pa v redu in jaz kar menedžer te franšize tukaj v Bostonu me je stregel in rekel, ajde v redu pač, dober je. Jaz sem kar tako, prav polepšal mi je dan, res, prav iskreno polepšal dan. Noro. Zdaj pa hodim do parka, da tole mir pojem. Moram reči, prav ne moram reči, no. Prav polepšal mi je dan, presežem, What the fuck? Bolano. Zdaj ne bi rekla, da bo vse v redu zgledala, zgledam res kaj ena smrt, stari, ker nisem spala že od včeraj. V glavnem, pač. Noro, no, prav. Joj, koliko ti lahko en človek fucking naredi cel teden? We have Chipotle, I love Chipotle. Oh my god, I love Chipotle. Pa tortilla chips. The next day. Dej, da vam pokažem moj outfit of the day. Je prav fletno, no. Imam Amy Winehouse majčko, dolge rokave spodaj, ker nisem vedela, koliko bo mrzlo oziroma koliko bo toplo. Moram reči, da je kar prijetnih 14 stopinj. Moja maskica, črne hlače in pa bele čevlji. Nič posebenega, make-up. Very simple, very light, very... I don't know. Zdaj sem najdela tukaj en parkec, ki imajo te luškane rdeče mizice. Sicer sem v iskanju enega luštnega mesta za zajtrk, ampak sem se ustavila v CVS-u oziroma v lekarni, ker sem predvsem rabila tole. Very nice, very fancy. In pa sem videla še tele Sour Patch Kids in sem rekla, da jih bom probala, ker si želim probati že skozi jih vidim po TikToku in povsod, tako da ura je 9 zjutraj in jaz bom jedla sladkarijo za zajtrk, oziroma ene par bombončkov za zajtrk. Nič hudega. Lih toliko, da probam. Ok, sem našla en full cute kafiček, imenuje se Tate Bakery and Cafe. I got my iced coffee. Res je dobra, very nice. In pa izbrala sem si zajtrk, croissant, sandwich, kar se mi je vse podaril, z jajčkom in pa bacon ter pa rukola. Kaj ne rečem, bon appetit to me, pa dejmo ga, ne glejmo ga. Hello, živ, kar montiram tegale hudiča in sem dojela, da nimam pol nobenih klipov po mojem zajtrku. Zakaj?
Po mojem so me malo hormončki zdelali, mečken sem bila sitna, mečken menstruacija in podobno, fantje in dekleta, se veste, kje smo. Vlog se nadaljuje naslednji dan zjutraj, pred odhodom bil je slab vreme, se boste videli. V glavnem, to je to. Čau, živ, se vidimo, čau. It's a rainy day today. Dobro jutro, YouTube. Ful malo sem snemala zdajle zadnje 2 dni, priznam, v zuni. Nekako sem sam uživala in pa se sprehajala po Bostonu. Zdaj je pa moj zadnji dan, oziroma danes zvečer potujem nazaj v Dubaj. Sem kupila ene par stvari in sem si rekla, da naredim en hiter haul, kaj sem kupila, preden grem dol na zajtrk. Damn, I look tired. Spim zelo slabo, zato ker je 8-urna razlika z Dubajem, mi ni tak me čist zmeša. Glede na to, da bomo danes celo noč potovali nazaj, bom jutro v Dubaju ob ene 10 zvečer, kar je v redu, ker pol bom spala in bo pol naslednji dan normalen spet. Ne vem, v glavnem. Prva stvar, ker sem se odločila, da jo tukaj kupam, je Everything but the Bagel Seasoning. Tole sem videla po vseh YouTubih, po vseh Instagramih teh influencerjev ameriških in preprosto je kakor ena začimba. Kaj je noter, da vam preberem. Sea salt, garlic, onion, seasoning blend, v glavnem en kup stvari in ful je dobro za na avokado toast. Malo da potresaš ali pa pač na guacamole, karkoli, v glavnem. To sem rekla, da moram ubaviti. Glede na to, da mi je v Dubaju zmanjkalo peanut buttera, sem ga tle kupila, ker sem bila v trgovini in je pač cena bila ista, oziroma še malo cenejš. Kupila sem crunchy unsalted peanut butter. Potem sem za eno mojo kolegico kupila tele 3 CeraVe kreme za večerno uporabo, v glavnem to mi je bilo naročeno, tako da sem šla ubaviti. Pol, ker sem pa lihtem pač šetala okrog teh polic, sem pa videla tole. A se vi spomnite, ker sem bila čas une Polareti? A so bile Polareti, lučke, ki si jih dal zmrzniti in pa si jih pač lizu. V glavnem, sem rekla, da kupam čist iz nostalgije, nič posebenega, tako da bom to zmrznila, ko prijem nazaj v Dubaj. Pol sem zato, ker sem mislila, da bom lačna oziroma zagrička, si kupila tale chips. Nisem ga še pojedla, je hot pepper potato chips. Bomo videli, če ga danes imam še cel dan, tako da. Potem sem šla pa še v Primark. Sploh nisem vedela, da imajo v Bostonu tudi Primark. Ja, pa imam ljubljansko vrečko, ker sem jo s sabo prinesla. Nič ne moraš probati, tako kot v Sloveniji, tako da sem v bistvu nekako kupovala samo take stvari, ki so tako ekstra ali pa ki jih lahko sam pač kupujem. Prva stvar sem si vzela tole ogrlico, chain, zlato. Večinoma nosim zlate stvari, oziroma skoraj vse nosim zlato. Potem sem vzela tele ohančke, hoops, earrings, spet zlate, nič posebenega, ampak to skozi nosim in to mi skozi treba. Potem sem vzela še eno tako malo bolj gangster, bi rekel naš Janez, verigo ogrlico. Wow! Za kakšnemu takmu outfitu bi bila po mojem ful luškana. In pa vzela sem tudi še 2 prstana, malo bolj fancy, malo bolj fukiš, bi človek rekel. Au. Potem sem si vzela še eno torbico, ker je bila dosti poceni, koliko je bila $16, to je tam nek 12 evrov. In je bež, nimam nobene bež torbice, tako da sem si umislila tole čist preprosto roza bež z zlatimi detalčki, lahko se tudi takole nos. Wow, koliko zanimiv haul, res. Ok, in pa še zadnje 3 stvari. Tole oblekco, ki sem jo sam tako čez probala. Wow, super poletno, super fukiš. Ful fajn. Potem sem pa vzela si še 2 rekelčka, ker drugačno sem dosti take stvari, tako malo bolj baggy, ampak se pa zrihtam, se pa zrihtam, a ne. Tako da sem si vzela take malo bolj spomladanske barve. Rumena oziroma oranžni rekelček. In pa zeleni oziroma, to je tako bolj olivna zelena. Zdaj sta zmečkana in se sploh ne vidi, ampak ja. Potem sem kupila še mleko, almond milk za v hladilnik, ker mi je zmanjkalo v Dubaju. Bagels. In pa ledeno kavo od Starbucksa, cold brew. Ker tega le nimamo v Dubaju oziroma v Združenih arabskih emiratih, torej pač njihov cold brew. In to je cel shopping haul. Nisem šla neki baš v shopping, sam take malenkosti oziroma nekako zaradi tega, ker mi je bil dolg čas. Zdaj sem pa že fejs lačna, tako da pojemo na zajtrk.
In kot lahko vidite, sem si privoščila zajtrk v hotelski avli. Čudovit razgled, čudovit ambient, kaj ne rečem. Da sploh ne omenjam tele čudovite Starbucks kavice. To je vse, kar lahko rečem. Drugače pa to je to od tega vloga. Jaz se iskreno opravičujem, da sem rabila dobesedno 1 mesec, da sem tole zmontirala, ampak privoščila sem si tudi še en sendvič in that's it. Thank you so much for watching. Hvala, ker ste gledali in se vidimo v mojem naslednjem vlogu. Čau, čau!